Dobrodošli v Nici v Franciji in tako zgleda letališče, da imaš feeling, da si v džungli. Dela nam bo makino zrihtal, pa gremo s tem avtočkom. Pozdravljajte Žalo in Emo. Mi smo travel buddy danes, pa oni da še niste navajeni, da takole vlogam. Porto Reunion po 4-5 letih, tako da tole bo zabavna Nica. Čisto sem že pozabil, kako je s temi maskami, s klunčki. A nista fajn, ker sta ful interaktivne. Te gre pa že res, zdaj smo pa že skoraj noter. Še vidno z letala. V bistvu jaz sem tako zamaskiran, ne, masko pa kapca, pa to, da me ne prepoznajo, ker so pač slavni Slovenec, a veš, to vsi kle na letališču, a ni tu, Blaž, ja, mi Slovenija. Zdaj se pa res vidno z letala. Evo nas, tako. Zadnja vrsta, dobili smo random seat location, smo dobili skupaj, ampak jaz v manjšem letalu pač še nisem sedel, to je tako nič ni placa, hej, noro. Imam v bistvu okno, sam moram gospe reči, če lahko se malo umakne, ker ga imam tako majhen stran od sebe, veš pa, ne vem, če bi glih všeči, če jaz kaj naredim tle. Pač polet je res noro lep, brez oblačka na nebu skoraj, da res se je vse lepo videl, ful smešno, ker pač cel polet trajal 45 minut. Dobrodošli v Nici v Franciji in tako zgleda letališče, da imaš feeling, da si v džungli. Tako da ja, to je to, kle smo. Zdaj se odločamo, bomo šli s taksijem, 36 € je taksi za 9 km, tako da se odločamo, ali gremo z taksijem, ali gremo za 1 € popolno osebo na tramvaj. Tako da mislim, da bomo šli kar na tramvaj. Študentsko življenje, ali kako bi jaz temu rekel, čeprav že par let nisem študent, ampak vse je. Škoda, čist simpel sistem, kupaš karto lepo na avtomatu, direktno pokaj se usedeš gor na letališču, na tramvaj, 1 € popolno osebo, tako da smo 4,5 za 3 in smo že gor. Maske so obvezne na potniškem prometu, da je da ne. Tako da ja, zdaj pa gremo v življenje, v Nico, v center, Ema pa smrdi, pa je sama tam. Smo rekli, kva so te ljudje lenuhi, da ne hodijo po štenga, pa zdaj vem za kva, kaj je milijon šteng, ampak smo zunaj. Nica, mi smo kle. V bistvu že takoj ta prvi dan je bil tak hud vibe na ulicah, ful ljudi, res je bilo tako, pač ne znam opisati, no, vse je bilo ful živo in te barve, Nice, pač lejce, vidite te bajte klientov, vse je v takih pisanih barvah in to je res nekaj tako nepredstavljivega, če nisem tam. Zdaj tega modela zadnji. Care na kolesu. Jaz lahko rečem, da moj prvi vtis o Nici zaenkrat je, da sem se zaljubil v mesto. Pač to je tako, leto, vse pogledaj zadnji, ta scenery, pa pogledaj sem, park tukaj. Zdaj gremo proti morju, ker je to v bistvu tukaj le dosti zraven. Pač res lepo je, no, tako. Obozujem potovanja. Se pravi, Fontaine de Soleil, ne, se ne, Fontana de Soleil, ne vem, kako se to po francosko reče. Tukaj Ema pravi, da je to kipa polovna, se pravi, grški bog glasbe, sonca in podobno. Tako da, ja, to je on. To je tam mladenič, Afroditin brat, tako da lepota mu ne uide. Lahko se gremo kulturno izobraževati zdaj oziroma pogledati kakšno opero v francosko, kako bi ste rekli, niška opera, nicarska, niška opera. Niška opera, a to je za nami, direktno opera v Nici. Res smo bili sestradani in za tele palačinke smo dali za eno palačinko 11 €, ampak je bilo vredno, ker smo bili ful lačni. Kaki cute lokalčki. Imaš balkonček, spodaj lokalček, zgori lokalček na balkončku, pa spet tam malo naprej, spet balkonček, gor z lokalčkom, spodaj lokalček. Sicer je malo bedno, kaj je cesta, ampak le, gledaš pa, ja, direkt na plažo. Valjda je treba prvi dan go big or go home. Sam mi gremo go high or go home. Ampak je vredno, že zdaj je razgled nor.
Se pravi, namreč zvok bi mogel biti zdraven. One eternity later. Pa mi še vedno hodimo v ta hrib gor. Sam je noro lepo, pač to je res, to je noro lepo. Približujemo se nečemu obetavnem. To so nori razgledi. Glej to, no? Celo mesto spodaj. Tako da se bo bolj videl, pač zadaj morje. Mi gremo pa tjale gor nekam, tam zadaj nekam gor je nad slapom razgledana točka, kjer bomo počakali danes sončni zahod. No, za tole se pa splača hoditi. Oh my god, oh my god. Moram reči, da to je bil eden izmed najlepših razgledov v mojem življenju. Res smo uživali tukaj gor, pač tako vzeli smo si čas sami zase po mojem in uživali v tem momentu, ko smo opazovali mesto, opazovali sončni zahod. Naredili smo valjda par fotke, vam jih zdaj le pokažem, tako da te fotke tudi na Instagramu lahko videli pol. Tik pred sončnim zahodom so nas vrgli z parka, ker ob 8 zapirajo, ampak vsega gledamo zdaj pa poti navzdol. Gledamo sončni zahod, ampak ja, pač prije tako park se zapira ura je 8, a mi tako, daj, sam še minutko nam daj, da vidimo, kako sonce zaide. Bomo pa po poti gledali, vam ga pokažem. Je bila pa tudi sama pot dol ful lepa, ker pač smo skozi hodili ob sončnem zahodu, prišli smo do tega znaka I love Nice, ki pač je neka tradicija in pol smo šli mečkan v live in tale blast, to je naš go-to spot. Prav, kot da bi bil na morju, kar na kakšni rivierici, to je bilo ruškan vibe, da jaz pogledam v meni. Zdaj smo najdeni ful hud plec. Pač, pa tako, dosti poceni, pa dosti predo cena pa vse, tako da vem, kje bomo preživeli današnji večer. Koktejli v Franciji za 6 evrov, pivo, teveljko, za 3 evre, polka polno, vibe, zakon, plačaš lepšega za prvi večer. Pač v tem blastu so imeli koktejle za 5 do 6 evrov, pivo za 4 evre, res ful dobro se je stole na ulici se spopajati, prijazna strežba, ful dober vibe. Tako da ste v Nici, morate iti v blast, v centru je, tako da ne boste ga imeli težavo najti. Torej, dobro jutro, prvo jutro v Nici, sonček je, da še polavrče gor, ampak bom zelo malo se slekel do kratkih rokavov, ker pač je res toplo. Šli smo že v pekarnico, tako da punce že jeste rogličke, jaz imam pa po en šokolad, maxi, tavelskega valjda. Evo, našo pot danes nadaljujemo v Menton. Našo pot danes nadaljujemo v Menton, pa gremo v Monako, pa gremo po Vezet, tako da bomo danes tak malo potovalni vlog iz potovanja imeli. Evo in dobrodošli v Mentonu, tako da izgleda scenery zadaj, morje, na tej strani hotelčki. Pač dejansko so same mesto tukaj tako narejeno, da pač imaš neko riviero in se ti lepo sprehajaš, na eni strani hotelji, na drugi strani plaža, na drugi strani morje, lokal po lokalu, restauracija po restauraciji. Te restauracije tukaj so malenkost bolj drage kot tiste, v kateri smo bili včeraj, ampak je pa lepo mesto. No, tudi da so neki parki tukaj noter, neki botanični vrti, tako da to gremo zdaj pogledati. Pa vas vzamem s sabo. Sam veš, kaj pa še najbolj šporkle, ne? Naprimer, tukaj vidiš plažo, pa v zadnji pač hotelčki pa tako, pa pogledaš gor zadaj. Imaš pa gore, tako pač spet ta kontrast med plažami, morjem in pa zadaj gore, prelepo. Naš spot za kavico. Pa smo šli nekam na tržnico noter, pač tako vse imaš, od mesa do sira, do zelenjave, do že pripravljenih izdelkov, do pekovskih izdelkov. Zala je rekla, da je tukaj jedla najboljši rogljiček z nutelo v njenem življenju. Meni je pa ful žal, da ga nisem probal, ker me je mikar, ampak nisem bil še toliko lačen. Pol smo pa šli mečken šetat po starem mestu Mentona. Prav tak luškan francoski trg. Lokalčki, na sredini dvorišče,
Same take luštne zadeve. Pa vsi me toliko smešno me gledajo, vsi, ki snemam, je prav, kot da sem en turist. Zdaj se bomo pa sprehodili čez staro mestno jedro mesta, pa vedno pozabim, kako je ta mesto Meton? Mesta Meton, pardon. Tako lepo zgleda, take uličice, vse v barvi. Luškane ulice, ful ljudi, ful barov, pač tako lepo mesto, da se z besedami ne da opisati. Mislim, da smo najbolj fotogenično mesto na svetu, oziroma jaz še nisem bil v bolj fotogeničnem mestu. Te barve, te ulice, ta vibe ljudi, vsega, pač res lušno. Meton, zdaj vem, kaj se reče. Ajo, pa zgleda ogromna štenk v tejle Franciji, no? Ker kamorkoli greš, so samo takele štenke. In ko smo se prispeli gor v staro mesto, smo prišli do dveh res lepih cerkva. Ta prve, ne znam glih izgovoriti, je La Chapelle de Peniniente Blanche, ali nekaj tasga, to je tale cerkvica. Ta druga je pa bazilika nadangela svetega Mihaela. In sta res pač tudi ful lepih barov, tudi noter so zelo lepe cerkve in pol potka oziroma cestica vodi naprej gor v hrib in vam zdaj pokažem še tele klipke, ki jih gledate. To je, v bistvu so te ozke uličice, polne zelenja, polnih pisanih barov, pač res lepo, no. In ko se posmeš do vrha, prideš do tazga lepega razgleda, ker vidiš v bistvu na drugi strani še port Mentona, oziroma Menton, in iz tukaj je pa pot vodila nas na pokopališče. To pokopališče je v bistvu zgrajeno na vrhu hriba v mestu Menton in gre za pokopališče zgrajeno v letu 1808. Pretežno so tukaj pokopani malo bolj višji sloj, se pravi prebivalci malo bolj višjega sloja tega okoliša tukaj, je pa pokopališče z res lepim razgledom, res lepi nagrobniki, lepi spomeniki in jaz sem tukaj puncam povedal tole, kar boste videli zdaj. Smo zmenjeni zdaj, čez 100 let, ki je mesto umrl, želim biti pokopan na tem pokopališču, da bomo tak razgled, prav, smo zmenjeni, zdaj vsi veste, cel YouTube ve, vseh mojih 170 sledilcev ve to. Pol smo pa ratali že mečken lačni, smo se spustili lepo po teh lepih ulicah spet nazaj dol, do samega morja oziroma do samega bolj centra, če lahko tako rečem, da smo nekaj najdeli za pojesti. Ok, takole, po enem dopoldnevu raziskovanja Metona, oziroma, ne vem kako, to francosko ne bom raje, mislim, probal naglasiti, tak nimam pojma, kako se to naglasi. Ampak ja, zdaj vemo, zakaj je to mesto označeno kot biser v Franciji, ker pač jaz po mojem lepšega mesta v življenju še nisem videl, kot ste lahko tudi videli na klipih prej. Zdaj smo šli na kavico v tako tipično francosko pekarnico, kavarnico in že prihaja hrana. Merci. In zdaj smo dobili, tukaj imamo rogljičke, jaz sem vzel valjda pistacijo rogljičke, ker tako, ker sem videl, sem rekel, to moramo zjeść. Americano kavico, tako da se na klipcu pa ste itak videli zdaj, kaj je še noter vse v ponudbi. Kar dobro zgleda. Seveda, kakor celotna Azurna obala, po mojem, je to mesto tudi znano po takih lepih zelenih parkcih, ker tako noter sred mesta. Zdaj pa, kam gremo naslednje? Torej, naša pot v Metonu se zdaj končuje. Najprej gremo kupiti kremo za sončec, zato ker nas je vse že sonce užgal kar norce. Tako da zdaj pa, kaj ima, bo zadnji. Tako da zdaj pa gremo v Monako, malo bankrotirati. Pač pogledaj, špegel, koliko nas je. Ja, ful nas je preveč. Aj. Hola. Hola. Bonjour.
Evo, sprehajamo se po Monaku in to zgleda tako, na tej strani same jahte, pač ne same jahte, pa jadrnice, pa take zadeve. Na tej strani sami fancy luksuzni hoteli in če se sprašujete, zakaj je ta ograja tukaj, ker vidite so tribune in tukaj se fura Formula 1. Tako da zdaj se mi v bistvu sprehajamo ob tej poti, kjer se vozi Formula 1, ampak pač gledati zadnji. No? To so sami luksuzni hoteli s pogledom na morje, s pogledom na samo dirko, takrat, ko se dogaja. Gremo pa mi v Old Town, pa do Citadele, pa tako malo pogledati. Ob samem dirkališču so takole postavljene restauracije, predvidevam, da kar precej drage restauracije, mi tukaj nismo jedli. Se pa lahko v bistvu sprehajaš po celotnem tem delu proge, seveda ko ni tekme, ko ni dirke, a ne. Je pa to ogromno pristanišče, na začetku dobiš tak vtis, kje sploh sem jaz zdajle, kva je sploh to, to je sam beton, pa sam tako, ampak če se dvigneš v staro mestno jedro oziroma v stari del gor, pa pridejo taki lepi parkci, oceanografski muzej je tukaj, potem lahko vidiš tudi razgled na drugo stran Monaka in je pač res ful lepo. Takole, evo, zdaj lahko vidite za mano Monako. Tole so neka znamenitost, no zdaj gremo mi v stari del, ker to je v bistvu malo prehudo, je tole, ker smo zdaj videli vse. Samo železe je v bistvu tam, ker so tribune, tako da zdaj smo v ta lepem delu Monaka in ta del tukaj je res vreden za videti, no, ker je en parkec, imaš lepo vrtnice, oziroma vrtnic ni, ostale rožice, ta vrata. Gremo pa na Trnavo še, ne na Emo, ampak na Trnavo tam zadaj. Ja, pa nekaj pojesti počasi, ko smo že malo lačni. Tole je pa park monaške princese Grace Patricia Kelly, tako da Princess Grace Park je to je njen kipec tukajle, lep park, zelen park, ful enih različnih rastlin je tukaj noter, ful enih različnih skulptur, kipov, seveda ogromno ljudi tudi, ker je to ena izmed znamenitosti, tudi vodi na eno razgledno točko, ko vidiš pa v luko naslednjega mesta, tako da vam pa tudi te klipse vam pokažem zdajle. Monaška katedrala. Zdaj gremo pa v Old Town of Monaco, čeprav že te vrtovi so bili ful lepi. In pa smo bili pa res že precej lačni in smo rekli, da gremo v staro mestno jedro pogledati, če bomo šli kaj jest. Sicer klele nismo nič najdeli za jest, smo pa pač videli še to, v bistvu ta del Monaka, ta starejši del, ne toliko fancy varianta, ampak meni osebno ful lepši. Baterije imamo vsi čist mrtve. To je pa težko življenje vlogerjev. Zdaj pa se sprehajamo lepo navzdol, pa se vidimo pa iz vrtov. Oziroma, ali pa skosila, neko mes. Ok, mi smo jedli eno izmed najboljših obrokov ne bom rekel zdaj v našem življenju, no, ampak tako pač res odlično hrano. Zdaj se pa sprehajamo spet s njime marine, gremo na japonske vrtove in ugotovili smo, da je v bistvu tukaj v tej marini veliko stvari, ki jih mi nikoli ne bomo imeli. In da edina stvar, ki si lahko privoščimo v tej marini, je bil en Clio razbit na pol tamle dol. Tako da, optimistično naprej. Never say never. Never say never. Only fans bo laufal.